zdravi ni, da ni. S tem, da je v bistvu zelo fino je za otroke, ker zdravi slabokrvnost, potem v bistvu izboljšuje kri, dobro je po vsakem okrevanju bolezni, če smo bolani, da se nazaj okrepimo telo, čisti telo. Potem v bistvu semena koprive, zmešane z vinom, tudi so zdravilne za moške, potem zvišuje spolnost. In pa iz koprive lahko delamo marsikaj, ne samo čaj. Jaz delam recimo za otroke sirup, isto kako recimo bezgov sirup. Prekuham sladkor, malo citronke in v bistvu to pijejo. Tudi pomaga pri tem, da otroci nehajo močiti posteljo in pa seveda izboljšuje kri. In tega imamo mi zelo veliko na tem zeliščarskem območju. Koprivo je v bistvu zelo težko gojiti. Ona se sama najde zemljo, ki raste, ker pač rabi malo več dušika. In da jo mi posadimo nekam gor na hrib, ona ne bo rasla. In tam, ko se ona nasadi, tam pač je. In jo težko v gredah loviti. Prednost je pa, ker lahko večkrat na leto nabiramo. In pa, ne vem, kako vi, ampak jaz uporabljam namesto špinače vedno pri hrani. Ja, odlično je. Vi tukaj v zeliščarskem centru boste sledili naravi in v bistvu bo tudi tako izgledala kakšne učne delavnice, sprehod po naravi, iskanje, da se ljudje znajo poiskati zdravilo, kar tudi ko se sami sprehajajo. Jaz mislim, da tisto, kar raste v naravi in se že samo izbralo neko rastišče, da nima smisla, da se to presaja nekam drugam, ampak da je treba se prilagajati in vzeti tam, kot je. Ravno prej sem tudi razlagala, marjetice jih je polno okrog, ali pa trobentice. Jih je treba nabirati tam, kot so, zato ker rastlina sama najbolj ve, ki je njeno pravo rastišče. Ampak recimo, če smo zdaj spet pri koprivi, ona sama v čaju je zelo težko jo zapiti. Zelo fino je mešati recimo z meto, z regradom, ne zdaj meto, pa že nimamo več naravi, pa že moramo pridelati. In zaradi tega je tudi namen, da imamo njih par visokih gred, ker bomo pridelovali pa neka zelišča, ki bojo dopolnilna tem, ki so v naravi in se potem lahko ustvarijo neke čajne mešanice, ki so primerne za uživanje. Tako, zdaj pa pojmo pogledati še malo naprej. Ja, to pomeni, da doma ne smemo koprive kositi, ampak jih lahko malo. Mokra trava. Takole, na 7,5 hektarih smo rekli, se razteza ta park, ki ga bojo preuredili. En delček tega parka je tudi stara domačija in tukaj nas je pričakal Jani iz gostilne Marinč, kajti povezovanje, kot smo rekli, je zelo pomembno. In pa še ena zeliščarka Damjana, ki nam bo predstavila svoje rožice, pa lahko kar pristopimo. Prosim, izvolite. Dobar dan, Damjana. Dobar dan, Nekaj rožic dobimo v naravi še vedno, nekaj jih pa že gojimo v naših vrtovih oziroma celo v nasadih. Najbolj poznano ste že tamle videli, koprivo. Dosti jih je takih, ki jih tretiramo kot plevel, ampak so zelo zdravilne rastline. Med temi je tudi kopriva, trpotec, regrad, to vse najdemo v naravi. Verjetno poznate pa tudi kakšno tako gojeno rastlinico, tole je na primer ognjič. Ognjič raste predvsem v naših vrtovih in ga gojimo zakaj? Za ognjičevo mazilo oziroma ga lahko uporabljamo tudi v mešanicah za čaje. Tudi ena tale je že gojena rastlina vrednik. Dosti rastlin na novo spoznavamo, čeprav so bila že v davnih časih poznana. Vrednik je tudi ena izmed teh rastlin. Vrednik nam pomaga pri težavah z živčevjem in pa tudi pri
prebavnih težavah. Večina rastlinic ima več možnosti za delovanje v našem telesu. Rečemo tudi lahko, da določene delujejo vsestransko na naše telo. Naprimer, kot je že povedala verjetno Damjana za koprivo, da jo lahko uporabimo za marsikatere težave. Posredno deluje na celotno naše telo. Zakaj? Zaradi tega, ker čisti kri in čisti celoten naš organizem. Če je naša kri v redu, potem je tudi naše zdravje naših organov po celotnem telesu boljše oziroma v redu in je manj težav. Se pravi, koprivo že poznate, je tudi diuretik, ne? Zelo dober diuretik. Kaj to pomeni? To pomeni, da spravlja vodo iz našega telesa. Če spravlja vodo iz našega telesa, nam pomaga potem tudi spraviti različne strupe. Tako, številne zelišča, vsako zelišče svojo zgodbo govori. Naše zeliščarke to poznajo in so tudi tukaj, da povprašate, pokažejo, povedo. Gospa Damjana nam je znotraj skuhala tudi zeliščni čaj, tak za dobro počutje, energijo. In iz Sončka je z nami tudi Nejc. Predno vstopimo, bi nam povedal eno zgodbico, ki je tudi vezana za njihovo življenje, pa pejmo in mu prisluhnimo, prosim. Živijo, Nejc? Samo sekundico, glej. Veverička, to je vaša. In ti ima zgodbico o veverički, pa prosim, Nejc. Tih aprilski dežek je mrzil nad vevericin gaj. Seveda je bilo zjutraj jutra zelo glasno, kajti soja je oznanila novico, da je veverica Puhanka rodila mladičke. Nekaj fantov in nekaj deklet. Potem seveda je kmalu ugotovila, da najmanjši veveriček ne more skakati, ne more plezati, sploh ne more početi to, kar so počele ostale veverice. Kmalu ugotovi, da ima ena tačko manjša od druge. In zato gre na posvet k stari repli, njeni botri. Ona ji razloži, lej, res da ne more skakati kot ostale veverice. On se bo naučil nekaj boljšega in res. On čapka sedi na drevesu in kmalu sliši prelepo petje. To je bil kos, ki je prelepo žvižgal. Seveda ga vpraša, to ti naučil žvižgati. In reče, če ne poskusiš, nikoli ne veš. Tako je poskušal, se naučil ogromno stvari. Se naučil razlikovati liste, znal napovedati vreme, znal steti, znal peti in znal pripovedovati. Ko so bile ostale veverice utrujene, so prišle k njemu in on mi je povedal pravo veverice pravljico, ki se jo je sam izmislil. Tih aprilski dežek mrzi nad vevericim gajem. Bravo.